Zdaj pa k dobrim novicam, te so ta teden doletele vse ljubitelje smučanja. Smučarji pa močno pozdravljajo tudi nov odlok vlade, ki narekuje, da je za uporabo žičnic potrebno predložiti negativen rezultat testa na COVID-19, ki ni starejši od 7 dni. Tako je, za izvajanje športa, pri katerem zgledaš, kot da delaš na COVID oddelku, po novem ni več potrebno dnevno testiranje, ampak bo en negativen rezultat zadoščal za cel teden smuke. Na ukrep, da bi tudi negativen izvid na alkotestu veljal cel teden, pa zaenkrat še čakamo. Ne bi pa nas čudili, če bi smučarji z izvidi ravnali enako kot s smučarskimi kartami in jih po polovici dneva na parkirišču prodali za pol cene. Slovenske žičničarje je namreč v ponovnem zagonu naprav presenetilo dejstvo, da je ponekod za testiranje celo večji interes kot za samo smučanje. Ker se v vrsti za brezplačno testiranje na Mariborskem Pohorju znajdejo tudi tisti, ki smučišča ne koristijo, Marprom sedaj sporoča, da bodo prednostno testirali smučarje oziroma obiskovalce Pohorja, ki test potrebujejo za uporabo žičniških naprav. Bolj kot snežne strmine Slovence očitno zanima brezplačno testiranje. Pogoj, da ste do njega upravičeni, pa je, da imate na rokah rokavice in na nogah pancerje. Ker je prišlo do izkoriščanja sistema, zdaj posebna turistična inšpekcija na Brisu zavrne vsakogar, ki ima prevelike pancerje ali pa nos rokavice, ki sploh niso smučarske. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.